Gospodarska politika za obdobje 2016 do 2022 se je začela s strategijo pametne specializacije, konkretizacija pa se je začela z vzpostavitvijo SRIP-ov za izdelavo akcijskih načrtov, ki pomenijo nacionalne strategije posameznega področja. SRIP-i so usmerjeni v povezovanje, prihodnost, dvig dodane vrednosti, vstopanje v mednarodne verige vrednosti. Pri strategiji pametne specializacije E4 je ključno, da gre za nacionalni, nadvladni, dolgoročni projekt, ki zahteva konstruktivno in stalno podporo te in tudi prihodnjih vlad. Zato bomo morali strategije pametne specializacije E4 še poglobiti in pospešiti izvedbo. Država mora dodatno okrepiti podporo E4 na področju izobraževalne in raziskovalne politike ter pri izvedbi pilotnih projektov. Zahtevnejših raziskovalnih razvojnih projektov brez sodelovanja med gospodarstvom in institucijami znanja ni možno izvesti. Prav povezovanje na tem področju pa je poslanstvo SRIP-ov. S prerazporeditvijo in okrepitvijo financiranja temeljnih raziskav naj država močneje podpre raziskave in razvoj področja E4 za doseganje prebojnih rezultatov. Cilji našega SRIP-a za letošnje leto so nadaljevanje negovanja tesnega in uspešnega partnerstva med gospodarstvom, javno-raziskovalnimi organizacijami in ministrstvi ter seveda tudi mediji. SRIP MAT-PRO je pričel s pilotnim projektom napovedovanja potreb po splošnih ter specifičnih kompetencah na daljši rok, ki nastaja v tesnem sodelovanju s podjetji, ki so nosilci verig vrednosti v naših fokusnih področjih. V akcijskem načrtu smo zapisali za cilj tudi vzpostavitev nacionalnega industrijskega pilotnega raziskovalnega centra za razvoj naprednih aluminijevih zlitin in tehnologij in za napredne tehnologije litija ter izdelave ulitkov. Velik poudarek je namenjen družbeni, ekonomski in okoljski trajnosti. Za SRIP je velikega pomena vključevanje v mednarodne iniciative ter z novimi materiali prodreti tudi na nova področja avtomobilske, letalske in vesoljske industrije. SRIP MAT-PRO upošteva načelo odprtosti, zato bomo veseli tudi novih članov, ki delovanje našega SRIP-a še ne poznajo podrobneje. V okviru SRIP-a MAT-PRO, materiali kot končni produkti, je bilo identificiranih 5 fokusnih področij, in sicer področje jekel in posebnih zlitin, kamor spada koncept ultračistih jekel in zlitin, visokotrdnostna jekla in njihovo preoblikovanje ter napredni kovinski materiali za zahtevne aplikacije. Vodilna podjetja na tem področju, ki so vključena v SRIP MAT-PRO, so se že povezala v konzorcijsko partnerstvo na področju razvoja novih čistih jekel. Drugo močno področje je področje aluminija, z vključenimi novimi visokotrdnostnimi in ultračistimi zlitinami aluminija, alternativnimi postopki izdelave in maksimalne reciklaže aluminija ter tlačnim litijem aluminija in izdelave kompleksnih ulitkov. Dve glavni podjetji v obliki konzorcija že delujeta na področju razvoja in reciklaže visokotrdnih in ultračistih aluminijevih zlitin. Sledi fokusno področje tehnologij s predstavniki orodjarn, livarn, kovinsko-predelovalnih in kemijskih podjetij. Podpodročja, kjer so že izoblikovana konzorcijska partnerstva za razvoj novih tehnologij in produktov, zajemajo hitro prototipiranje in dodajanje tehnologije, predvsem 3D tisk kovin, trajnostno proizvodnjo z reciklažo, napredne tehnologije litija in izdelave ulitkov ter sodobne tehnologije predelave polimerov in hibridnih materialov. Četrto fokusno področje je področje multikomponentnih pametnih materialov z večkomponentnimi pametnimi vlakni in tekstili ter kompoziti. Peto fokusno področje so funkcionalni premazi in napredna veziva za kovine s podpodročji funkcionalnih premazov ter smol in veziv. V letu 2018 bodo aktivnosti usmerjene v oblikovanje novih partnerstev, povezovanje članov v mednarodne verige vrednosti ter pripravo razvojnih pobud na posameznih fokusnih področjih. Po drugi strani bo izvedena tudi revizija fokusnih področij, ki bo zajemala spremljanje sprememb nacionalnih in mednarodnih strategij, analizo razvoja tehnologij, kamor spet spada tržni delež, stopnja razvoja in zrelosti, ocena razvojnega kapitalskega potenciala ter stopnja tveganja, potem pregled novih industrijskih potreb in izzivov, razvoj in razpoložljivost kompetenc in kapacitet, predvsem svetovna umeščenost, odličnost, kritična masa, plan raziskovalne razvojnih dejavnosti v podjetjih ter potencial tvorjenja mrež in verig vrednosti. V okviru skupnega razvoja človeških virov v SRIP MAT-PRO sledimo zastavljenim korakom v procesu opredelitve in napovedovanja kompetenc ter razvoja zaposlenih v sodelujočih podjetjih.
S podjetji, vključenimi v SRIP Mat Pro, uspešno sodelujemo na področju identificiranja potreb po razvoju kompetenc zaposlenih glede na fokusna področja, upoštevajoč verige vrednosti in partnerstva znotraj SRIP-a. Oblikujemo instrumentarij, s pomočjo katerega bodo posamezno podjetja lahko napovedovala in načrtovala razvoj kompetenc zaposlenih v obdobju do 7 let v prihodnosti. Pri tem upoštevamo celoten spekter kompetenc, od domenskih oziroma delovno-specifičnih kompetenc do poslovnih in organizacijskih kompetenc, ne smemo zanemariti medosebnih kompetenc in seveda kompetenc digitalne dobe. Naš cilj je, da opredelimo razvojno naravnan nabor kompetenc zaposlenih pri članicah SRIP Mat Pro, potrebnih za uvajanje industrije 4.0, digitalizacije, krožnega gospodarstva in drugih kompetenc, ki jih bodo člani SRIP-a potrebovali za realizacijo začrtanega razvoja v obdobju 3 do 7 let. V nadaljevanju so načrtovana usposabljanja strokovnjakov in odgovornih za razvoj zaposlenih v podjetjih ter pomoč podjetjem pri pripravi individualnih kariernih načrtov, s katerimi bomo ugotavljali vrzeli oziroma primanjkljaj v kompetencah zaposlenih, ki jih bo potrebno razvijati v prihodnosti skladno s cilji posameznega podjetja in strateškega partnerstva. Posebno pozornost bomo posvetili tudi razvoju talentov in sistemu mentorstva. Oblikovan bo tudi nabor trenutne ponudbe izobraževanj in usposabljanj, relevantnih za podjetja in institucije v SRIP Mat Pro. Na podlagi ugotovljenih vrzeli med obstoječimi in potrebnimi programi usposabljanja bodo predlagane dopolnitve obstoječih programov oziroma bodo podani predlogi za razvoj novih programov, ki bodo odgovarjali na potrebe podjetij, vključenih v SRIP Mat Pro. Vse več podjetij prepoznava neposredne koristi ugleda, ki ga prinaša status družbeno odgovornega podjetja, zato postaja trajnostno delovanje modus operandi, ki ga od podjetja pričakujejo tako zaposleni in dobavitelji, kot tudi kupci, lastniki in drugi deležniki. V času vsesplošnega pomanjkanja kompetentnih kadrov se družbeno odgovorna podjetja s to težavo spopadajo v precej manjši meri, saj ugotavljajo, da so potencialni sodelavci bolj pripravljeni delati v uglednih podjetjih, ki upoštevajo in izpolnjujejo njihove tako poklicne kot tudi zasebne interese in pričakovanja in kjer so delovni pogoji urejeni, organizacijska klima dobra, osebni karierni razvoj pa zagotovljen. Podjetja s tem pridobijo pripadne zaposlene, ki dosegajo višjo storilnost, višjo raven zadovoljstva in nižje stopnje absentizma. Končni potrošniki so še posebej občutljivi za korektno poslovanje proizvajalca oziroma dobavitelja izdelkov, ki jih izbirajo. Tudi število reklamacij in čas njihovega reševanja izkazujeta neposredno korelacijo z ugledom podjetja. Kupci se obračajo k podjetjem, ki izpolnjujejo njihova pričakovanja po trajnostnem delovanju in skrbijo tako za naravno kot tudi družbeno okolje. Takim podjetjem izkazujejo večjo stalnost in pripravljenost sodelovanja, celo pri odpravi ovir pri poslovanju. Še posebej to velja za velike globalne koncerne, ki v svojih lastnih strategijah trajnostnega razvoja praviloma vpeljujejo odgovoren odnos do okolja, tako družbenega kot naravnega, v svoje dobaviteljske verige in zato iščejo podjetja, ki so zanesljiva, odgovorna, se držijo rokov in delujejo transparentno. Tudi raziskave potrjujejo intuitivno razumevanje, da družbena odgovornost na dolgi rok povečuje konkurenčnost podjetij. Zato strmo narašča število podjetij, ki se sistematično polotevajo trajnostnega delovanja oziroma poslovanja in ga vgrajujejo v svoje poslovne strategije. Pri tem kot ključno prepoznavajo strategijo komuniciranja z deležniki, to je kaj, kdaj in komu sporočamo. Družbeno odgovorna naravnanost skupaj z okoljsko in ekonomsko odgovornostjo tvori temelj poslovne strategije vsakega uspešnega podjetja. Internacionalizacija je ena od ključnih prioritet v programu dela SRIP Mat Pro. Gre za mednarodno povezovanje in sodelovanje, ki ima za končni cilj povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter vključitev v mednarodne vrednostne verige. Za sodelovanje so priložnosti na večjih ravneh. Kot prvo je področje materialov na podoben način kot v Sloveniji
tudi v drugih državah članicah del nacionalnih strategij pametne specializacije. Že na tej osnovi imamo možnosti iskanja stičnih točk in sodelovanja. Lahko gre za bilateralne stike ali za sodelovanje preko evropskih tematskih platform ter konkretnih projektov v inicijativi Vanguard, h kateri je Slovenija pristopila v letu 2017. S podporo države SRIP kot predstavnik partnerstva lažje vzpostavlja takšne stike, seveda pa mora ključni del konkretnega sodelovanja potekati med podjetji. Zato je pomembno, da v SRIP-u dobro poznamo načrte in želje naših članov. Zelo aktivno smo pristopili tudi k vzpostavljanju povezav s sorodnimi grozdi v razvojno uspešnih evropskih regijah. Pod okriljem Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo tako v 2018 vzpostavili stik z bavarskimi grozdi. Trenutno poskušamo osnovni stik razviti s konkretnimi vsebinami, da ga potem prenesemo na naše člane. Seveda je potrebno vedeti, da se uspešna slovenska podjetja, še posebej večja ali zelo nišno specializirana, v največ primerih že močno vpeta v mednarodni prostor. Za ta ležijo priložnosti predvsem v poglabljanju razvojnega sodelovanja, naprimer preko mednarodnih projektov v programu Obzorje 2020. Želimo pa si, da bi povezave, ki jih odpira SRIP, omogočale vzpostavitev kvalitetnih mednarodnih sodelovanj še večjemu številu podjetij, ki teh priložnosti zaenkrat še niso izkoriščala.